Živijo, dobrodošli, dobro jutro, naše redno jutranje torkovo srečanje, ki pa danes malček zamuja, in sicer je razlog v tem predmetu in v starem slovenskem običaju povezanim z njim. Kdo ve, kaj to je, kaj to za ena zadeva, vpišu komentar, da vidim, koliko poznate te stare slovenske običaje. Ja, res pa je, da je ta običaj vezan pravzaprav na naše konce, se pravi na ta južni del Slovenije, in sicer nekje v predelu tam približno od Cerknice pa do Novega mesta. Tukaj se je ta običaj večinoma dogajal. In sicer, ja, če si napisal, če veš, če ne veš, to je dogodek, ki je od včeraj tudi uradno sezonsko odprt, in sicer polharija. Se pravi, lov na te male živalice, na polhe, in tole je pripomoček oziroma past, s katerim se te polhe lahko lovi. Zakaj so ljudje to počeli? Morda vprašaš, glej, včasih so to počeli zato, da so prišli do hrane, do nekega sicer minimalnega, ampak do zelo okusnega mesa. Potem prišli so do kož, z katerih so izdelovali topla oblačila, rekelce, plašče in pa seveda znamenite polhove kučme. In pa tretji proizvod, ki je res zelo bistven in ga imam tudi jaz in lahko povem preverjeno, da deluje, to je pa polhova mast oziroma polhovo olje, ki je zelo učinkovito zdravilo za vse rane in opekline. Ne bom delal zdaj reklame za polhe, sem pa postavil vprašanje na današnji objavi oziroma na najavi za današnji ta video srečanje v živo. Kakšno povezavo pravzaprav bi lahko imeli stari običaji, potem neko rokodelstvo, in pa zaslužek na internetu, ki je tema, o kateri jaz malček govorim na teh naših srečanjih. Glej, v čem je povezava? Ko obstaja neka potreba po nekem izdelku danes, si lahko skoraj siguren, da te ljudje, ki to potrebujejo, so tudi na internetu. In če so te ljudje na internetu, potem se pravi, da obstaja možnost, da jim ti to tudi prodaš. In zdaj, če si ti rokodelec in izdeluješ take polhove škatle, in takih je predvsem na teh naših koncih kar nekaj, lahko te polhove škatle seveda prodajaš tudi preko interneta. No, in kaj pa je zanimivo, recimo, jaz sem imel v prejšnjem tednu dve predavanji ravno za rokodelce, se pravi za male podjetnike, male obrtnike, rokodelce, ki se ukvarjajo natanko s takimi proizvodi. Pa dobro, ne samo polhovimi škatlami, ampak izdelujejo razne predmete za osebno rabo, za dnevno rabo ali karkoli drugega, kar se spomnijo in to počnejo. Zanimivo je bilo pa nekaj, ko sem jim jaz odpredaval o teh poslovnih modelih na internetu in kako lahko z nekaj svojega vloženega dela zelo veliko denarja tudi prišparajo. Namreč, ker seveda te mali rokodelci imajo vedno tudi nekako mogoče malo finančno zadrego, koliko denarja vložiti v nek poslovni model, ki potem tudi posledično seveda prinaša denar, in to je treba pol tudi malo nekako vklopiti, ukapirati. No, kljub temu, da sem jaz povedal te stvari, so nekako vendarle na koncu prišli z nekimi svojimi idejami, da bi pa oni to vseeno malo drugače. Pa seveda je bila varianta, da jim jaz naredim te sisteme, pa je bila varianta, da bi jim sicer jaz naredil sisteme, pa bi potem oni nekaj, pa je bila varianta, kako njihove izdelke poslikati, pa je bila varianta, kako njihove izdelke mogoče narediti kakšne grafične izdelke, se pravi
vizitke, plakate, ne vem, karkoli okrog tega. In glej ga zlomka, veš, kako se človek fino počuti, ko lahko na vsako tako idejo rečeš, stari, ni problema, bomo to naredili. Kaj hočem s tem povedati? Da seveda so časi, ko se je treba izredno prilagajati. In ali se znaš prilagajati ali ne, je tudi morda malce odvisno, kako ti potem uspe te svoje produkte, ki jih imaš, tudi plasirati na svoje tržišče. Moje prilagajanje je pač tudi šlo malce v drugo smer, zato ker vedno si človek nekaj predstavlja, aha, ljudje, ne, sodiš pač po, ne vem, mogoče po sebi, po nekih prijateljih, ki jih imaš v bližini, s katerimi se pogovarjaš, pač si ustvariš neko sodbo in rečeš, to pa ljudi zanima. Na koncu pa morda prideš do tega, da jih to zanima bolj malo, ne? Ampak z neko prilagoditvijo bi pa bilo to produkt, ki bi bil za njih zelo interesanten. Ne glede na to, stari, kaj počneš. No, in glede na to, kar sem rekel prej, kako se človek fino počuti, ko lahko rečeš, ja, v redu, bomo to prilagodili, bomo tako naredili, potem seveda dobiš tudi kakšen posel, dobiš kakšno realizacijo in tako naprej. V glavnem, na kratko toliko o poslu. Tole je en izdelek, ki je zelo zanimiv. Kako deluje, vam ne bom pokazal, zato ker se lahko kdo spotakne ob to pa reče, da je to malo kruto ali pa nehumano. Ampak živimo v časih, ko je še marsikaj drugega nehumanega. Živimo v časih, ko imamo zelo različna mišljenja in to je tisto, kar naj bo današnja nit tega mojega javljanja, o tej drugačnosti, o drugačnem razmišljanju in o prilagajanju. In vsi tisti, stari, če še nisi na internetu in prodajaš, če prodajaš karkoli, potem si začni omišljati to, da je treba na internet jeti, ker na internetu lahko zelo dobro tudi uspeš. Seveda z nekim prilagajanjem. Ne bomo danes dolgi, zato vas jaz lepo pozdravljam, ker bo v tem mesecu nekaj polharskih noči še tudi na razpolago. Imejte se skrajno, uživajte, razmišljajte o svojih internetnih poslovnih modelih. Lep pozdrav in čau, čau.